Zdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo pri pozitivnih sporočilih, zaradi tega, ker za moje pojme pozitivne energije nikdar ni preveč in vem, da se mnogim res dogajajo stvari. Poleg tega, konec tedna je, čas je, da zadihamo novo energijo in prvo sporočilo je v osnovi kar samo ven padlo. Sodelovanje. Vsi smo vključeni v neko polje z drugimi ljudmi in čas je, da začnemo iskati moči pri ljudeh, se pravi tiste dobre stvari, kaj imajo v ljudeh nekaj dobrega, ker vsak ima nekaj dobrega v sebi in nihče ni 100% prav slab, ampak tudi pri tistih ljudeh, ki lahko najdemo lažje kakšno slabo stvar, bi bil čas, da začnemo iskati dobre stvari. No pa gremo zdaj na naslednje sporočilo, eno Ošatovo sporočilo, pa da vidimo, odlašanje. Kaj je tisto, kar si vi želite, da se zgodi v vašem življenju? Vsak ima kakšno željo, ampak tisto, kar vi veste, da bi bil čas in mogoče odlašate. Mogoče veste, da je nekaj tam, ampak kaj? Zadnjič sem govorila z eno gospo in rekla, saj jaz vem, pa take težave imam z zdravjem, pa saj včasih naredim to zdravilno molitev dekodiranja, ampak ona bi čarobno palčko in ona ve, da ima težave in ve, da bi bil čas, da kaj spremeni in ne dela v tej smeri. Zato vem, pa marsikdo reče, pa mogo bi shujšati, pa mogo bi to, rabila bi to narediti, pa ne naredim. Ja. Ko je enkrat kup prevelik, tist preko katerega ne moramo več stopiti, takrat sigurno začnemo delati korake naprej, ampak prva stvar, tisto, kar odlašamo, nas zadržuje tako kot zaporniška pižama. Enostavno nas drži v zaporu. Zdaj pa kaj bi bilo treba najprej počistiti iz svoje podzavesti, kateri program je povezan s tem, da odlašamo. In jaz sem pri sebi prišla do zaključka, da je to potreba po samo sabotaži. Na en način sem se počutila tako kot v risanki, a veste, ko je tam, zdaj pred očmi imam tistega zajca, ki sploh ne vem, kako se mu reče, ki gre naprej, naštima bombo, ampak pol na koncu sam stopi na njo in je cel presenečen. No, na ta način se je meni dogajalo v življenju, ker v bistvu sem sama sebe vnaprej sabotirala. Namesto, da bi dovolila, da grem s tokom. Nekaj v meni je preprečevalo uspeh. Zdaj pa naslednja stvar. Preverite, kaj pa če imate v svoji podzavesti program strah me je uspeha. Ali pa strah me je neuspeha. In vi veste, da imate mogoče neko briljantno idejo in jo ne udejante zaradi tega, ker kaj pa če ne uspem? Ali pa po drugi strani, kaj pa če uspem? In zdaj pomislite, da ta strah pred uspehom je tako kot strah pred ognjem. Ti naenkrat dobiš ogenj v roke in ne znaš žonglirati in te je strah, da se opečeš. Oziroma, če imaš pa program, da so vsi, ki imajo denar, slabi ljudje, pa itak ne bo nič od denarja, ker je bolj varen biti brez denarja, kot pa biti nepošten. No, tako da, to je zdaj ena stvar. Gremo naprej. Naslednje sporočilo. Prehod v novo dobo. Božji glas. Odgovore najdete v tišini svojega srca. Dovolite, da skozi vas začne govoriti stvarnik in stvarnika lahko kadarkoli prosite svoje vodstvo za nasvet, za pomoč. In jaz dejansko na dnevni bazi uporabljam zdravilno molitev dekodiranja in zdravilna molitev dekodiranja gre čisto preprosto. Stvarnik, vsemogočni Bog, če je v skladu z božanskimi zakoni, v tistem trenutku je tako, kot bi vdihali na to božjo energijo v sebe. In ta božja energija obnavlja, pomlajuje, daje novo energijo, nov zagon. Ta božja energija je tako neverjetna, ker, veste, mi smo božji otroci, vsi imamo v sebi esenco božjega. In ko ti samo pomisliš na to, že pride ta energija. Zato dovolite za začetek začeti dihanje. Pa mislim, da sem vam že govorila o tem. Poslušala sem Oprah
In ona pravi, da zamižiš in začneš s hvaležnostjo. In vdihneš in lahko probate ta trenutek in je tako neverjetno. Poglejte, zamižiš, vdihneš, izdihneš in rečeš, ta trenutek sem tako hvaležna za. Ta trenutek sem tako hvaležna za to, da tukaj sedim in da lahko to delam, kar delam. Ampak dajmo naprej, lejte. Vdih, izdih. Ta trenutek sem tako hvaležna za. Kaj? Dopolnite. In spet. Vdih, izdih. Ta trenutek sem tako hvaležna za. In ko damo fokus na to, zakaj smo mi hvaležni, se vesolje spremeni v tisto smer, kamor mi želimo. No pa pojdimo naprej. Ošotova karta. Ošotova karta, sodelovanje. Dvakrat sta prišli karti, sodelovanje. Prehod v novo dobo, sodelovanje. Ošotova karta, sodelovanje. Gre se za to, da sinergija različnih ljudi, ko dovolimo si sodelovati, je tako, kot bi pognali neko kolesje, ko se enostavno sestavijo skupaj stvari. In zato je tako pomembno, tam, kamor nas vodi naša duša, do ljudi, ki nam jih pripelje. Ena stvar je, se vprašamo z mišičnim testom, če imate neko sodelovanje, se lahko vprašate, ta oseba je prava za mene. In če na štartu dobite, ne, ja pač sledite svoji duši. Pomembno je, da sledite svojemu vodstvu, ker odgovore tako najdete v tišini svojega srca. Pa gremo naprej. Moja zavest se širi in dviga na višjo raven. Tukaj je to karta kristalov. Ampak tudi, če vas ne pokliče določen kristal, vi lahko si ponavljate. Moja zavest se širi in dviga na višjo raven. In ko se moja zavest širi in dviga na višjo raven, pomeni, da je tako, kot bi prišla na višje ravni hriba in vidim več. Zavedam se večje slike, občutim večjo sliko. Ta večja slika se mi razodane in nenazadnje vidim resnico. Zato, ker moja zavest se širi na višje ravni. Gremo naprej na Ošotove karte. Ošotove karte pa govorijo in čas je za celovitost. Prišel je čas in pa ja, ko se poklopta. Poglejte to sliko. Jaz upam, da jo dobro vidite. Kako neverjetna je. Kača, ki gre za svoj rep. Yin in yang. Na eni strani labod, mir, po drugi strani orel, moč, odločnost, samostojnost. Na vrh te karte je kristal, romb, se pravi razumevanje. Mesec, sonce, tema, dan. V bistvu cel spektar, voda, ogenj. V bistvu so notri zajeti vsi elementi in ta celovitost, ki se nam dogaja v našem življenju, čas je za to, da zakrpamo vse tisto, kar nas vodi stran od te naše celovitosti. Zadnjič sem govorila z eno gospo in že celo življenje teka za to, da pač osrečuje druge, poskrbi za druge in tako naprej. In njena duša kliče potem, da je čas, da zase poskrbi. Ker s tem, ko bo ona za sebe poskrbela, dobesedno njena duša kliče po celovitosti, da začne krpati svoja prepričanja. In še naslednja stvar, primerjanje. Ne se primerjati z drugimi ljudmi, ker vsak je svoj unikat. Vsak je zase točno tak ta prav. In zdaj tisto, zakaj sem tako prepričana v to, da je vsak ta prav, ker ima vsak izmed nas svoje talente. In moj talent, nam reka, da je govorenje, ker tukaj rabim več napora, ampak siguren, da moj talent je izražanje skozi pisano besedo. Skozi pisano besedo se dejansko najlažje izražam. To je moj kanal izražanja. In jaz verjamem, da ima vsak svoj talent,
s čimer lahko obogati življenja drugih ljudi. In zato, ker imamo svoj talent, dovolimo, da smo tudi plačani za svoje delo. No in da zdaj vidimo, naslednja karta, prehod v novo dobo, pa je: bodite bolj prijazni do sebe. Blagodejno sprejemam sebe in druge, stopite čez tiste lekcije in enostavno dovolite, da greste naprej, zato ker stvarstvo vam pripravlja novo jutro. Stvarstvo vam čestita za pogum. Pred vami je portal, ki vas bo odnesel naprej, in stvarstvo vam govori, vi ste na pravi poti. Vse poti naprej so gladke. In zdaj to karto bom pa prebrala, to je pa karta 25, da vam preberem to sporočilo. Vse je na pravem mestu. Strah je obraz teme, ampak ti si svetloba. Z negativnimi mislimi in prepuščanjem strahu zaviraš napredek. Vse je prav. Pred teboj je novo obdobje, najhuje je za teboj. Ohranjaj stanje ljubezni. In ne bo mogoče to sporočilo za danes: ohranjajte stanje ljubezni. Ohranjajte ves čas tisti ogenj vsem noter, ker verjemite mi, vse je prav. Vsaka lekcija nas nekaj uči. Vsak odnos nas nekaj uči. Vsak odnos je tisti, ko bi se moglo vprašati, kaj se ta trenutek učim. In ko dobite odgovor, sprejmite lekcijo, nič ni narobe s temi lekcijami, ker je duša klicala potem, in čas je, da se vaša duša začne izražati. Čas je za ustvarjalnost. Jaz upam, da boste videli, karta je čudovita. Čas je, da začnete slikati to, kar vi želite v vašem življenju, in boste videli, čas je, da se v vašem življenju zgodijo čudeži. Čas je, da začnete aktivno sodelovati v procesu ustvarjanja vaše bodočnosti. In zdaj, kako to delate? Čisto preprosto, vizualizacija je ta, ki vam bo pomagala, da boste ustvarjali to, kar vi želite. Včasih končni rezultat preseže naša pričakovanja in mogoče imamo mi neke ideje, kako bi mogli izgledati, kako bi mogli biti, kaj si jaz želim. Ampak, ko dovolimo, da nas stvarstvo preseneti, verjemite mi, to, kar je pripravljeno za nas, je včasih veliko več, kar si znamo mi sploh zamisliti. Ampak res veliko več. Tako da želim vam vse dobro, uživajte, lep vikend vam želim in karkoli boste delali, delajte zato, ker se imate radi, ker se cenite, ker radi živite, ne vem, v urejenem domu, ker imate radi življenje in predvsem, ker uživate v procesu ustvarjanja. Mogoče kakšno stvar naredite v tem vikendu za sebe, nekaj takega, kar vam bo prineslo nekaj dobrega v vašem življenju. Mogoče, da se nekaj novega naučite, mogoče, da neke korake naredite, predvsem pa začnite postavljati sebe na prvo mesto. Tako da uživajte, lep vikend in vse dobro vam želim.